Tokrat smo se z Zdravkotom odpravili v naravo, kjer bomo skozi igro odkrivali nove barve, nove zvoke, vonjave, hkrati pa bomo razvijali tudi spretnost, koordinacijo in druge gibalne sposobnosti. Tako da, če ste pripravljeni, kar gremo. Začeli bomo z igro zaupanja in poslušanja. Otroku zavežemo oči in ga s pomočjo glasu usmerjamo do cilja. Pazimo, da ga sproti opozarjamo na korenine in druge ovire. Vajo lahko nadgradimo tako, da otroka usmerimo do predmeta in ga spodbudimo, da s tipanjem prepozna, kaj se skriva pred njim. Zdravko Lider nam je po gozdu skril 5 slaščic, otrokova naloga pa je, da jih čim prej najde. Med iskanjem otrok uri opazovanje, gibljivost in orientacijo v prostoru. V gozdu naberemo storže oziroma druge plodove in jih uporabimo za igro podajanja. Plodove iz prejšnje igre uporabimo za gozdno različico igre 3 v vrsto. Za vsako potezo mora steči po svoj element in ga postaviti na igralno polje. Zmaga tisti, ki ima prej 3 v vrsto. Združevanjem gibanja in razmišljanja otroci urijo motorične spretnosti in logično mišljenje. Zdaj pa tekmovanje moči. Tekmovali bomo v tem, kdo dlje časa visi na veji. Odlična vaja za moč rok, oprijem in vzdržljivost. Skrivalnice so vsem dobro poznane, ampak pogosto pozabimo na njih. Jaz bom štel do 20, vidva pa si v tem času najdita dobro skrivališče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaja je odlična za razvijanje domišljije, orientacije in gibanja. Zdravko! Naslednjo igro se s predmeti, ki jih najdemo v gozdu, lahko igramo tudi doma. Tudi za naslednjo igro potrebujemo gozdne plodove. Kar pridite. Na Lidlovem YouTube kanalu lahko najdete več podobnih vaj, ki jih lahko vključite v vaš vsakdan. Dio!